Kakšne pa so nekako mentalne ali pa fiziološke posledice kroničnega pomanjkanja spanja, recimo na dolgi rok? Ja, zdaj, če govoriva o kronični nespečnosti, kronična nespečnost je po definiciji tista, ki traja več kot 3 tedne, ko 3-krat ali več na teden ne spimo dovolj in imamo vedno zaradi tega tudi težave čez dan. Se pravi, nekdo, ki spi po noči kratko spanje, pa čez dan dobro funkcionira, ima srečo, se uvrsti med tiste short sleeperje, ki ne potrebuje več. Koliko je teh? Zelo malo, par procentov. Okay. Kaj eni mislijo, da so te? Ampak niso, to sem dostikrat videl. Eni mislijo, da so, ja. Ne, ker je to, eni rabijo manj, zelo malo. Absolutno, eni rabijo pa 9 ur, da dobro funkcionirajo. Zdaj rečemo toliko, kolikor spiš, da potem lahko normalno funkcioniraš. Če je to za nekoga 6 ur, je to dovolj. Ne rabimo vsi spati ali pa ležati v posli 8 ur. Vendar, ko govorimo o kronični nespečnosti, so težave najprej za koncentracijo. Težje se skoncentriramo, težje v bistvu, ker se po noči več prebujamo, imamo porušeno spanje. V globokem spanju pride do te konsolidacije spomina. Se pravi, vse, kar počnemo, se nam utirja v naših možganih, da nastane ta spomin. In potem v REM spanju, v drugem delu noči, se nam pa izločajo te spomini, ki jih ne potrebujejo naši možgani, ker ne moramo si vsega zapomniti. In da se nam v bistvu ta spomin utirja, hkrati pride tudi do teh višjih povezav in zato rečemo, da je to tisto inteligentno spanje, ko dobivamo tudi razne ideje, in je v bistvu zelo pomembno, ker ga ima človek, ostale živali ga imajo bistveno manj. Vendar, ko je to spanje prekinjeno, bomo imeli težave s koncentracijo, bomo imeli težave, da če se bomo želeli nekaj na novo naučiti, pa ni nujno, da je to nek tekst, lahko je tudi to neka fizična aktivnost, recimo, učenje smučanja, učenje tenisa, učenje klavirja, si bomo bistveno težje to zapomnili. Če ne spim, recimo delali so enostaven poskus, učili so jih neke nove veščine, nato je skupina odšla spat, druga ostala budna in so bile ogromne razlike. Se pravi, v spanju naši možgani delajo zato, da nam v bistvu utirijo ta spomin in naslednji dan pač lahko to bolje znamo. Se pravi, spomin, koncentracija, zaradi tega se nam zniža prag tolerance, težje funkcioniramo v nekem timu, bistveno več energije porabimo za neko zadevo, hitreje smo lahko nervozni, anksiozni, zadirčni, imamo težave. Potem, če rečemo v nekem okolju, kjer nekdo dela v nekem, proizvodni, recimo, več napak na delovnem mestu. Zdaj, to niti niso neke velike napake, predvsem fina motorika se nam zelo hitro poruši. Mi smo to videli, recimo, ko smo trenirali jadralce za solo jadranje čez Atlantik, oziroma pred leti smo se ukvarjali tudi z temi kolesarji, ki so šli na REM čez Ameriko. Takrat ga seveda boš do neke mere zdepriviral spanja, vendar ne toliko, da bo imel zaradi tega težave. In kar se lahko zgodi po deprivaciji spanja je to, da najprej bo prišlo do tega, da bomo dobili nazaj REM spanje. In REM spanje, če ga imamo premalo in ga bomo dobili nazaj, se nam lahko zgodi, da ga dobimo v budnosti. In to je grozljivo. To so neke blodnje v bistvu. To so neke blodnje, ja. To je recimo tako, kot so imeli solo jadralci, da je na jadrnici videl živali, ki jih seveda ni bilo. Pokojni Robič je videl, da v bistvu vozi avtomobili v drugo smer, kar tudi ni bilo, to je bila huda deprivacija spanja. Koliko časa to niso spali, da se je to začelo dogajati? Mislim, tam so bili ekstremni pogoji, veste, če je človek sam... Zanima me tudi, kdaj je ta smrtna v bistvu količina deprivacije, da je v bistvu umre človek. To me tudi zanima. Zdaj, veste, takšnih študij ni, ker jih nobena etična komisija ne bo potrdila. Zaenkrat je še vedno rekord iz daljnega leta 67, Randy Gardner, to je bil en DJ, ki je objavil, da ne bo spal. Bil je v Kaliforniji, prišli so takoj raziskovalci za motnje spanja iz Berkeleya, iz Stanforda in so ga spremljali. 11 dni ni spal.
Aha, se pravi, ni bil na partijih, ampak je bil v bistvu, ko so ga spremljali. DJ je skozi delal. Okay. Ampak, veste, takrat v tem času ni imel elektrod na glavi, zato predvidevamo, da je zagotovo imel ta mikrospanja in potem po 11 dneh, ko je šel spat, so ga spremljali, videli, kakšno je to spanje in je spal 14 ur. Se pravi, sploh ne nekaj dolgega, vendar potem je imel blodne, imel je popolnoma porušeno fino motoriko in te halucinacije v budnosti. A so bile kakšne, to je meni zelo pomembno, se mi zdi, a so bile kakšne neredne posledice, v bistvu, da so bili možgani neuničeni? Ne najdem dolgotrajne v bistvu poškodbe možganov. V nekaj, mislim, da je bilo v tednu 14 dni, kolikor so ga spremljali, prišel nazaj. Aha, okay. Zdaj, veste, ampak to so bila v bistvu mučilne metode v drugi svetovni vojni, v raznih taboriščih, kako so jih z stalnim bojenjem v bistvu uničevali. Mi smo pred leti delali eno študijo, ko nas je zanimalo, kaj nam naredi 48 ur popolne deprivacije. Delali smo jo na mladih, zdravih študentih, kjer smo res bili ves čas z njimi v stiku, da pač niso mogli spati, in potem smo jim delali pač različne teste, kjer smo videli, da če so visoko motivirani, to je podobno kot športnik, ko je on visoko motiviran, da mora doseči nek cilj, bo seveda drugače odreagiral kot neka čist povprečna oseba, ko nima neke motivacije za neko tekmovanje. Vendar po drugi strani, kar smo videli, ko smo jim potem jemali kri, se jim ne poruši samo nivo kortizola kot stresnega hormona in melatonina kot hormona za spanje, ampak pride do porušenja cirkadianih genov. Cirkadiani geni so tisti, ki nam določajo ta reden ritem budnosti in spanja v 24 urah. Se pravi, da mi v bistvu spremenimo genetiko, če 48 ur ne spimo. Tako da, veste, te stvari so zelo, zelo pomembne. Zakaj? Ker če mi nekoga, ki ima recimo, ki spi dolgo časa in ki hodi spat zelo pozno, bomo dali v neko turnusno službo, kjer bo imel troizmensko delo ali pa dvoizmensko 12 ur po noči in na dan, tega ne bo zmogel. In zato se mi borimo, v bistvu delamo z medicinom dela, prometa in športa, da bi predhodno rekli, kdo je sposoben za takšno delo in kdo ni. Ker kaj se zgodi? Zgodi se to, da takšni ne zdržijo, da začnejo jemati uspavala po eni strani, ko pridejo domov, zelo hitro poživila. Vemo, Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 2007 prepoznala nočno delo kot kancerogenega. Se pravi, mi ljudje spimo po noči, v temi in smo budni čez dan. Če to spremenimo in če imamo določen tip človeka, ki smo, tega ne bomo zmogli. In recimo to so ugotovili, da največ je bilo študij delanih na medicinskih sestrah, ki so veliko delale po noči in pride do razvoja karcinoma dojke. Tako da v severnih državah v Evropi takšne ženske, ki pride do karcinoma dojke in ki nimajo družinske obremenjenosti, že predhodno genetsko z tem tumorjem dobijo države odškodnino. Po drugi strani vemo, da je karcinom črevesja pri obeh spolih in karcinom prostate pri moških ravno tako zaradi nočnega dela, zaradi porušenih teh ritmov. Leta 2017 se je Svetovna zdravstvena organizacija rekla, dajmo ponoviti, pogledati novo literaturo, to je zdaj že 10 let staro, in v letu 2018 so izdali nova priporočila z pregledom 10-letne literature in samo potrdili te ugotovitve. Se pravi, dolgoročno, če ne spimo, če delamo po noči, predvsem v tej svetlobi, lahko gremo v razvoj različnih rakavih obolenj. Kaj pa recimo, če je nek človek premalo spi, a lahko pol to, bom povedal po domače, štuka z popoldanskimi dremeži, pa prej sva se malo navezala na te vikend, malo da podaljša. A lahko to tako v bistvu rešujemo svojo težavo? Ja, lejte, spat naprej na zalogo ne moramo. Naprej ne, ok. Ne. In tudi za nazaj, da bomo rekli, zdaj ne bom spal po noči, pa bom čez dan to prinesel noter,
na kratek čas gre, ampak dolgoročno pa ne. Zakaj? Ker sva rekla, da je spanje vezano na 24 ur. In spanje, ki ga imamo mi po noči, je drugačne kvalitete, kot je spanje čez dan. Čez dan že nimamo tako zatemnenega prostora. Čez dan je naša telesna temperatura višja. Se pravi, bomo imeli več REM spanja, ne bomo imeli globokega spanja, ki ga rabimo. Tako da dolgoročno to ni rešitev. Se pravi, tisti, ki spijo po noči in po dnevi, so za nas v bistvu bolniki. To je recimo bolezen narkolepsija, kjer imajo spanje po noči in po dnevi in potem še druge težave. Če nekdo ima res eno krajše obdobje ene deprivacije spanja, rečemo seveda, ja, kratka siesta popoldan, vendar ne prepozno in ne predolgo časa. A je boljše to kot nič? Ker tako dostikrat razmišljam, da kdaj, mislim, jaz nimam s tem toliko težav, ampak recimo se izogibam popoldanskih dremežev, zato ker mi to vpliva pol na ponoča, da grem kasneje spat, ker nisem zaspan. A je boljš to narediti ali se zadržati pa ne iti popoldne spat? Nekdo, ki nima težav z nespečnostjo in če je depriviran spanja v enem krajšem obdobju, rečemo, ja, kratko spanje popoldan, vendar je ne po 3 uri in ne dolgo čas. Absolutno tam pol ure, 3/4 ure, manj kot 1 uro, si navit uro, da se zbudimo. Ker tisto dolgo ležanje popoldan in spanje se zbudimo, ne vemo, kje smo, da je noč, se počutimo slabše, smo utrujeni, ni v redu. Nekdo, ki pa ima težave z nespečnostjo in po noči se zvečer ne more zaspati, se po noči prebuja, zgodaj zjutraj zbudi in potem misli, zdaj bom pa nadoknadil, pa bom recimo ležal v postelji zjutraj za vikend, ali pa bom popoldne ležal, je tisto spanje plitko, to je predvsem sva rekla, ta dremež spanje ena, ki si ga želimo čim manj. In to spanje ni dobro, ni dobre kvalitete in več ga bomo imeli, seveda manj bo spet globokega spanja naslednjo noč, in bo slabše. In tipično recimo vsi tisti, ki si za vikend toliko podaljšajo spanje, je v nedeljo zvečer spanje bistveno težje, ker smo si ga v bistvu porušili. Tako da ta cirkadiani ritmi so zelo pomembni.